pravi, ta tip dela ni bil tvoj idealen naročnik, naročilo. Kakšen pa je tvoj idealen naročnik? Zdaj sem jih dal že toliko čez, da... Ja, saj, kakšen bi bil idealen? Tak, ki si ga res želiš, da pride. Ok. Jaz imam rad, da so stranke, da so zahtevne, ampak da ve recimo, da ve, zakaj zahteva, ne? To je recimo, ne? Ker če je nekdo pač zahteven, pa da ne ve, zakaj zahteven, ne? S takim imaš problemov milijardo, ne? Ja. In tudi ne bo nikoli zadovoljen z ničemer, ne? Če pa on pač zahteven, pa da ve, zakaj zahteven, pa da pol na koncu tisto, kar dobi, da mu je pač všeč, ne? To je pa, stranka za večno. Ok, se pravi, tako bi rekel, da je idealen naročnik je zahtevna stranka, ki ve, zakaj je zahtevna. Ja. Zanimivo. To je sigurno najboljša stranka, ne? To je v bistvu tudi zelo dobra definicija. Ja. V resnici. Ja. Ker nekomu, ki mu je vseeno, je čisto vseeno. Si ti lahko najboljši na svetu, mu je vseeno. Mu je vseeno, točno to. Ne? Lahko si pa, ne vem, kaj preko iz 10 palet skupaj stavko nekaj, pa mu kaj pripeleš, pa mu bo glih tako v redu. A ne? Ker njemu je zelo vseeno, dobra definicija, evo. Ker on to samo rab. Ja. In vse ostalo mu je nepomemben. Ja. Ne? So pač ljudje, ki pa recimo, ne vem, se mi je zgodilo, ne vem, pač ne, vse nekaj fornira in to se mi je zgodilo do zdaj samo enkrat. Je bila Lenka, je rekla, vidim, da si se potrudil, da si ujel forner, da se pač letence ujema in to, ne. Ja. Do zdaj je edina stranka. Ne? Ok. Pa recimo drug to ne vidi. A ne. Pa te to, kaj boli, ker ne vidijo, za kaj, ker si se posebej potrudil, pa ne vidijo. Ne. Ker poznam enega človeka, ki je sicer gradbinec, ampak je po duši arhitekt in se je res pomatril za marsikaj pri svoji hiši. Ampak pol so kakšni prišli na obisk in niso videli nič, ne? Ja, pač in tisto sem ga videl, da bi jih najrajš kar zbrcal iz bajte, da takih sploh ne. Pa se moram pa zato tudi meni tako, kakšen pride sem, kakšni tako, ne? Kakšni ne vidijo nič, jih lahko pelem tlele. Ja, se pa samo sede. Ne vidijo nič. Ja. Kar mi je tako fascinantno, ker to ni glih recimo prostor, se ne rečem, da je blazno lep, ampak ni pa recimo pisarna, kamor ti prideš vsak dan v neki tasga. Tako malo drugačno je vsaj. Ne, pa tudi recimo, tudi vidiš recimo LD-a, ki si upremljajo, pa recimo, eni, ne vem, delajo, prvo bajto, eni delajo tretjo, peto, kaj se vem kaj, ne? A ne, tudi vidiš recimo, imajo pač več izkušenj, drugačno pač vejo, kaj uporabljajo, kako uporabljajo, ne? S takim je precej lažje delati, ne? Kakor z nekom, ki pač ki še ne ve, kva mu odgovarja, ne? Ja. A ne, in je tudi, sploh pa če se on, ne vem, zdaj ne vem, ka preko nekdo, ki pač nikoli ni v bajti živo, ne? In zdaj bo on se pač odločil, da bo imel hišo, pa težko mu boš naredil hišo, da bo mu odgovarjala. Veš kva, ampak to je v bistvu pa bistvo našega dela. Glih s tem se mi, ki sam hiše delamo, predvsej matramo, ravno to, ker zelo malo naših strank je delali drugo hišo. Kamoli, da bi z nami delali že drugo hišo. Večina so to ljudi, ki bi zdaj hišo. Zdaj pa v to je vedno vpet vse, kar so videli, vse, kar si želijo, kar si predstavljajo, kar ima prijatelj, kar ima sosed in kar so si vedno želeli. In to, pa saj to ni, da bi bilo kaj slabega, ampak dejansko jaz vidim našo vlogo v tem, da to nekako zmoderiramo v neki, da bo prišlo v normalnem času, za normalen denar recimo, in da bojo tudi res to vse uporabljali. Največ tega imam, da je to nekega goldplatanja, da je preveč bi oni. Oni bi pa še sobco za to, pa to jaz porabim zelo veliko časa, da te sobce zradiram, ali pa da otroške sobe, mi bi mehne otroške sobe, sam 12 kvadratov ali pa 15 kvadratov, pa 3 otroke, pa še 15, 45, 100 jurjev sam za otroške sobe, pa jo pravi, budžete pa... Ja, pa za 2 pa pol. Tako, mislim,
Ampak ja, po drugi strani pa to investicija njihovega življenja. Ja. Zapufali se bojo, kar za precej večina njih se tudi Ja. zapufa. In ne vem, saj jaz tako ful odgovornost čutim, Ja, saj res. da jim naredimo, da jih ne zafrkneš, na podomače Ja. povem, da jih ne zafrkneš. Ja, seveda. Ne? Zato se mi zdi to tako zelo odgovoren. Ne jemljem to za slabo, ker rečejo, kaj bi se želeli, jih razumem. Ne? Ja, Ampak je pa res, da na podlagi vseh teh izkušenj sem jaz naredil cel krog. tako. In moja naslednja bo res simpel, dobro se bo samo za dva, ampak bo ultra simpel. Ja, To je ja. tako simpel, da Ja, se pravi, pač imela to bo je, ena notranja vrata. Pa še tista bojo bila taka salonska. ne, ampak pač je res, ne, to je, je težko, ne. Ja. Je pa tudi res, ne, da je pa včasih pa težko tudi za kakšnega tazga delati, ker recimo dosti ve, pa je že nekaj pač tudi naredil, pa mogoče tudi kakšno stvar sam naredi, ne. Pa da je še po, recimo, pa še po karakterju težek, a ne. To je pa zmagovalna kombinacija, ne. Jaz vidim, meni je najtežji. Jaz imam zadnjič, zelo v petek, smo imeli Saro, to isto, s to ukrajinsko arhitektko, no pa sem se tudi z njo pogovarjal, kaj je. No, in jaz recimo zase bi definiral, jaz imam rad naročnike, ki vejo, kaj hočejo, Ja, ampak da so pa tudi odprti za tako, tudi kakšne, ja, recimo temu odštekane, nore, out of the box ideje. okay. To se mi zdi, Ja, to je pa meni idealen naročnik. to je super, Ja, ne. to- Pa da je pripravljen pač poslušati, a ne. Tako, ja, ne, ker imel sem že ljudi, ki so vedeli, kaj hočejo, ampak so tako vedeli, kaj hočejo, da nismo kamor prišli. a ne. Ja, pač ni popustil, on se je odločil, da bo To je tako. tako, ja. In dejansko sem ves trud pa čas porabil za to, Ja, da sem obdržal neko rdečo nit na tem projektu, Ja. kje je bil še kakšen presežek, ni šans, vsa energija je šla že v tisto. ja, ne. ja. Pol imaš kakšne, ki so, da točno vejo, kaj hočejo, in tudi na tem, kar vztrajajo. Recimo, so malo odprti, a ne, lahko malo devirajo, ampak še zmeraj ene stvari so pa zelo zacementirane. Ja, Tako zelo natančne. Pač ja, ljudje. ne bojo popustili. Tudi ne bo šlo nikamor. Ne. ja, tudi težko So reči. pa eni, ja. Eni so ki tako pri sosedih videli, ali pa pri prijateljih so videli in to pa funkcionira. Pa tako, ne. Imaš pa kakšni, ki so pa odpiljeni do konca, ki pa jim skoraj težko pariraš. Pa ne odpiljen zaradi odpiljenega samega, ampak Ja, tako ja. druge rešitve, ki niso Niso standardne, ja. Tako je. Ja, pa sej to je pač To je super, to ne. je pa super, ja. To A mi ne? je pa top. Ja. Je sam pač ok. Da, če imaš pa še srečo, da to pač se izvede, a ne, je pa sploh ekstra, ne. Ja. Ja. Tako je. Ne? Da imaš še pač rečemo še to srečo, ne? Da, Ja. pač, da Da greš še naredi to do konca, skozi, ja. ne. Ja. Tako. Ne? Ker Tako je. se dostikrat tudi kje zgodi, da recimo se nek ustava, ne? In se Tudi. potlej to od tam naprej naredi pač po klasiki in pač je tako, ne. Ja. Ja. Ja, mene v resnici najbolj boli tako, ko recimo hišo zasnujemo, pol pa recimo za opremo, zdaj pa ne bi opreme naročili, pa se jaz ne rečem, da jo morajo ali pa da moramo vso, ampak vsaj kakšni deli so pa ključni za cel Ja. ambient. Ne. Bi rekel do kakšnega mizarja, se to ima pa mizar, ima pa hčerko, ki mu pa ona riše, bo pa ona. No. In pol Okej. ti vidiš, jasno, tisti detajli so pa taki, po liniji najmanjšega odpora, tako ki jih njemu pa še narediti. No, Pač, ti ok, ne, saj pač po eni strani tudi zastopaš, a ne. zastopam, vse zastopam, tudi ne morem jih prisiliti, me pa mal Ja, pač stisne. seveda, ne, pač itak, ne, se pač, veš, to je tako, to je tak je zopren poklic, a ne, to je pač tak poklic, če Ker, pač to, kar delamo, ne. ja, Recimo, ne, če ti to ni, ne vem, da ti ni saj malo hobija, ne, ja, ti je to težko, ne. ja, sigurno. Se to isto pri nas. Ja. To, da bi to rekel, da boš to delal, zato da boš denar pa bogat. Ja, lahko, pač rišeš bloke, Pa ne še vem, to ne stadione, kaj tazga, ne vem, neki. Glej, boš mogoče premožen, da boš pa prav bogat. Ja, ok. Ampak pač tako, se pač moraš ukvarjati, rečemo, z veliko infrastrukturo, ne. Ja. Da bi recimo, da Ja, bi se ja. čez to
No, sej, ti bi tudi moral fabriko narediti, skjer ti to ven, pol mogoče, da bi... Ja, Ja, pač pa je to samo številka, pa si Ja. lahko ekonomist, lahko si kar češ. Ja, tako Ne? je. Ker pač tam je pol samo organizacija pomembna, vse ostalo je brez veze. Ja. Ne, sigurno to. Jaz si ne predstavljam, no, da bi počel nekaj, kar ne bi bilo tudi nekaj z dušo. To Ja, je. pač- Mora ti biti malo hobija. Ja. Mora biti hobi, ja. Ja. Če ne, No, sej, pač- zato mi je lušen s tabo delati, ker vidim, da ti je malo hobi. da, Ja, da tisti, ki si prej rekel, aha, izziv, a to mi je pa izziv, da je ta ja, zgodba. to je pač, Ja. to je tako. So take stvari, se pravi. Je poklic tak, da težko, ne? So pač poklici, ki si ti lahko res neki, pač Ja. čist neki mima, ne? Pa boš to čist Pa pač hodiš. zadovoljivo upravljal, a ne? Ja, ja. Pa bojo pač stranke super zadovoljne in vse, ne? To pa ni. Ne. To pa ni. ni, ne? Ne, ne. Se pač se vidi, ne? Da ni neki. Ja. Ok, ker smo glih pri duši, no, za konec me zanima, kdaj si naredil na zadnje kakšen izdelek zase, za dušo, pa niti ne mislim funkcionalno, si v marcu, ki si jo rabo, ampak tako, za dušo. To je že. Ok. Veš, to je tako. Ne vem, recimo vrtavko ali pa ne vem, kocko ali pa ne vem. Recimo neko škatlo za orodje. Aha, Recimo, ne. ki jo nisi rabo, ampak Ne, sem jo rabo. a ja, si jo rabo, ne. Da bi pa čistko neki čist neki X, Ne, že dolg. že dolgo ne. Ja. Pač ne gre. Ne gre, Ne vse. gre za časa, ali Ja. ti sploh nimaš motiva, da bi si kaj No takega. ne, imam, jaz Imaš idej motiv. imam ogromno. Ne, idej imam dosti, sam pač enostavno pač ne gre, ne moreš vsega. Ker se ti potlej zgodi, ker imam že doma recimo ne vem, ene 5 stvari sigurno, Ja. ki jih že na 10 let prelagam z enega vogala v drugega, ne, ker sam čakam, da pride trenutek slabosti in gre v peč, ne. Pač ja, ne. Ja. Enostavno ne gre, ne. Zmanjka ti to, ne. Saj pač se to je posota, ne, pol enkrat, ko nekaj začneš, a ne, ko se res nekaj dela in to pač gre to zmeraj Ja, gre bolj na stranski ter, a Ja, ne. res je. Pol zdaj, če ti enkrat res pač ne, da ti rata, ne vem, da imaš pač sposoben kader, da imaš ti, ne vem, se ti lahko z nečim drugim še ukvarjaš ali nekaj, a ne. Ja, da se ti malo časa sprosti. pol Da se to. ti pač nekaj sprosti, a ne, pol ok, a ne. Pa bi bilo recimo mogoče od kakšne te ideje, recimo, a ne, Fajn, kaj je. Ja, mogoče mnogo več efekta, a ne, kakor zdaj od vsega tega, ne, ja. pa bi lahko drugače vse skupaj delal ali pa karkoli, ne, pa Ja. sam pač to je tako, da se moraš pač ne, mogoče tudi odločiti pa reči, Ja. pač probati in vidiš, a ne, ali rata ali ne rata, ne. Ok, ja. Moraš pa pač, Ok, se pravi, tega nisi nič že dolg. ne. Zdaj pa sigurno Urša, ki pripravlja do tega, kaj pa moral za njo na zadnje narediti. To je spisek, ki je tako dolg, da A kaj bi moral? ogromno stvari bi mogel. Ha? Ja, seveda. Ne, ampak pač to je zmeri, to je veš, Kovačeva kobila je bolj ne bosa, ne? Ja, Ampak ajde, recimo, da tisto, kar je res nujno, pa ja. pa, Ne. pa narediš. Ja. Ampak ja, pač je, ne, pa so tam pač neke omare za trgovino, pa vzorci, pa vse živo, ne. Ampak ja, pač to je zmeri na koncu, ne. Tako, ker recimo, če imaš stranko, ki ti je res zelo, zelo dober prijatelj, a ne, Ja, ja. to je ful težko, ne. Ja. Je zmeri pač uno na koncu, ne, ker je pač vsi ostali pač se mogoče čutiš bolj odgovornega, da boš pač naredil, ker pač mu lahko rečeš, daj, ne vem, počakaj neki, ne vem, greva na pivo, pa bova nekaj rešila ali karkoli, ne. Pa boš pač, ne vem, pa bo počakal mogoče tu če pol leta brez težav, ne. Ja. Ker se mogoče s kakšnim drugim pa to teži, ne. Ja. Tako zmeniš, ne. Ja.
Ampak ja, Je tako, ja. je tako, ne? Je tako, ja. Pač za neke tako res, pač take za neke dobre prijatelje ali pa za neko žlahto je to zmeri težko delati, ne? So zmeri pač lahko neki problemi na obzorju. Ja, ja, to vem, ja, zato ker sem za sestro delal, pa sem že od točke 0 takoj Petro zraven potegnil, da je ona tisti največji breme nosila, da sem jaz sam malo moderiral, ker vem, če bi samo jaz, ne, zdaj gradimo, drugače pa ne bi še narisam bilo, ker ni šans. Ja, je težko to, ne? Težko, ja. Ampak, lej, pač, saj to je tako. To so pa potlej že bolj te interne ali pa rečemo pač medosebni, ne? Pa tudi, le, seš. Nekdo, če ti hoče z nekom delati ali pa če on hoče s tabo delati, pač boš že nekaj pač rešil, da se bo nekaj naredil, ne? Če pa pač ni nekega interesa, pa ne boš, ne? Ja. Ni šans, ne? Res je. No, v glavnem, jaz zelo hočem s tabo delati. Še naprej. Zdaj sem bil ravno pri Martinu, ker mu zmanjkuje knjižnih polic. Ja? In moramo v knjižnici še nekaj narediti, pa mogoče celo še na celi tisti zaledni steni levo in desno od stopnišča. Ja. Sem si se zamislil, da bom imel za 2 let še kam knjige dozajeti, da bi vse tisti... Noro. Ja, nisem še, ne vem, če sem bil kje, da je imel kdo to knjig. Ne, on ima res veliko. Mislim, da ne. Ja, ampak ne spokoj. Zdaj ima že v 2 vrstah, v 2 globinah ima že zložene. A to je bilo že takrat, pač. Ja. Jaz, ko sem videl, kaj je on to začel voziti, pa to je vozil, pa ne vem, po moje cel teden tiste škatle. Pa že Samuel, ti si rekel, kaj je to? A to je za stran, ali pač ne vem, papir zbirajo ali nekaj. Si rekel, ne vem, to zveš, so knjige, ne? Pa to polk je gor, vse skup zložen, tisk sem se vedel, sem se rekel, okej. No, v glavnem zdaj še rad, tako da zdaj glih včeraj, ali kdaj sem mu skice poslal, pa če bo v redu, pa bom to nekaj narisal. Ja. Pa zdaj, ki mi je šlo zala na porodniško, verjetno boš kar moje skice dobil, pa bomo. Ja, lej. Se še malo zgodi. Ja, zanimiv. Veliko. Pa res ogromen. Ja. No, ampak tiste stene je tam veliko, si predstavljaš levo pa desno od štenke. Ja, to bo dostojna knjižna omara z nekim drogom. Ja. Z štengam, res lahko do vrha. Podobno kot pri Urošu. Jaz sem pri Urošu nizk, to je še enkrat višji kot pri Urošu. To je precej visok, ja. Ja, to je. Sveda ti se je pač 2 etaže, ne? Ja, etaža pa pol. 1 etaža pa pol, ja. Ja. No, tako da, nam bo zmanjkalo. Ne bo zmanjkalo. Ja. Še dobro. Ja. V glavnem, naslednji teden pol računam enkrat, ali naslednji, ali še pol naslednji, ne vem, kdaj že Hanna pa Jurek prijeta. Ja. To se bomo enkrat pri tebi poglasili. Ja, Samo, hvala ti lepa, da si prišel. Enako. Jaz sem ful vesel, in da si prišel, in da si. No, in ti in tvoj oče, no, to vrhunsko. In mislim, da bomo še če se vledali. Ja, thanks. Hvala. Čau. Čau.